Pozdravljeni. Po dirki za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1 v Silverstonu je čas za krajši komentar in malce bolj poglobljen pogled v tisto, kar smo videli na sami progi. Dirka za veliko nagrado 70. obletnice Formule 1 je bila veliko razočaranje za vse tiste pesimiste, kateri so še pred dnevi napovedovali, kako bomo letos v svetovnem prvenstvu Formule 1 videli samo in izključno zmage tovarniške ekipe Mercedes. No, videli smo vsi mi, kje je resnica in kaj pomeni biti konkurenčen v Formuli 1. Da o raznih mantrah, kako je Formula 1 nezanimiva, predvidljiva in ne vem še kaj vse, ne bom niti govoril. A ta dirka nam je ponudila kar nekaj zanimivih dejstev, katere menim, da velja malce bolj poglobljeno pogledati. Prvič, presenečenje Red Bulla se ni začelo v nedeljo na sami dirki, temveč v soboto na kvalifikacijah. Namreč znano je, da je bil Max takrat v drugem delu v Q2 na hard pnevmatiki. In verjetno vsi mi, navdušenci Formule 1, nismo razumeli pravzaprav, kaj se dogaja. A dobro so vedeli tisti v ekipi, kaj hočejo narediti. In seveda, to je en dokaz, zakaj so oni tam na progi in zakaj smo mi doma pred televizorjem. A to ne pomeni, da v nedeljo se je zgodilo ne vem kaj presenetljivega. Vse, kot je bilo planirano vnaprej. In še en dokaz, kako znajo v Milton Keynesi razmišljati izven tistih standardnih okvirjev, kar je dodaten plus v Formuli 1. In seveda to, da bodo razne ekipe imele težave s pnevmatikami, smo videli že na prostih treningih. Znano je dejstvo, da med temi ekipami, katere najbolj trpijo visoke temperature, je tovarniška ekipa Mercedesa. Namreč njihov koncept je tak, da imajo velik aerodinamičen oprijem. In to pomeni, da tisto pnevmatiko, katera drži stik s podlago, praktično pregrevajo, ukolikor so temperature zraka, temperature asfalta oziroma premehka mešanica prisotni nad bolidom. In tisto, kar se je zgodilo, je bilo vse znotraj mej pričakovanega. Max Verstappen je vozil odlično bolid, kateri je izjemno zahteven. Vidimo pri njegovem moštvenem kolegu, kateri je imel na začetku dirke kar nekaj preglavic. In če primerjamo njegovo dirko in dirko Maxa Verstappena, vidimo razliko v kvaliteti samega voznika. In seveda tudi menjave so bile opravljene v pravem trenutku, praktično takrat, ko je bil Mercedes tam, da popusti. Niso imeli nobenega odgovora na strategijo, katero je pripravil Red Bull. Lahko so se samo predali. Videli smo s tistim postankom, ko sta skupaj šla v bokse Valtteri Bottas in Max Verstappen, kaj je to pomenilo za Mercedes v zaključni fazi dirke. Kako so pnevmatike na bolidu številka 77 popustile in pomagale Lewisu Hamiltonu, da je prišel do drugega mesta. In tu moramo reči, da je Valtteri Bottas popustil zaradi slabih pnevmatik, ne zaradi nekaterih fantomatskih ukazov iz boksov, katerih nihče ni slišal. Namreč dejstvo je, da so pri tovarniški ekipi Mercedes v svetu Formule 1 še eni najbolj fair, kar se tiče strategij. Namreč težko bi rekel, da so zapostavljali Valtterija Bottasa. Šel je na menjavo takrat, ko je bil prvi izmed obeh voznikov. A Lewis Hamilton je vztrajal v tistem drugem delu in nekako na koncu izkoristil tisto predčasno menjavo, katero je bil prisiljen opraviti Valtteri Bottas, ker je sledil Maxu Verstappenu. In tu ni treba Valtterija Bottasa spravljati v nič, da je praktično zopet podaril mesto Lewisu Hamiltonu. Ne, ni mu ga podaril. Le Lewis Hamilton je hočeš nočeš boljši voznik kot Valtteri Bottas in kot sem dostikrat povedal, to ne pomeni, da je Valtteri Bottas slab.
In poglejmo tisto zadevo, katera je bila zanimiva pri strategiji same velike nagrade 70. obletnice v Silverstonu. Namreč povedal sem, da sem pričakoval, da bomo videli 2 postanka. In videli smo jih pri večini voznikov, pri nekaterih smo jih videli tudi več. A 3 vozniki so odpeljali celotno dirko samo z enim postankom. In to Charles Leclerc, Esteban Ocon in Kimi Räikkönen. Kaj lahko iz tega sklepamo? Praktično s tem, ko so se enkrat ustavili manj na dirki, pomeni, da so pridobili približno 28 sekund časa. Če primerjamo njihov zaostanek, njihov rezultat, nam to pove, da med samo dirko na sami progi vse prej, kot da so bili hitri. Predvsem Ferrari Charlesa Leclerca ni bil nikoli konkurenčen ne Mercedesoma, ne niti Red Bullu, še manj Red Bullu. In treba je povedati, da tudi tisti za njimi so imeli kar precej težav in tako dovolili nekako lahkotno primeren rezultat za Charlesa Leclerca. A praktično, če pogledamo njegove čase in čase tistih okrog njega, nam je jasno, da projekt SF1000 še zdaleč da bi bil hiter. In prav to, da je bil sposoben pripeljati dirko samo z enim postankom, nam lahko da določen indic, kako ravna ta šasija s pnevmatikami in kak aerodinamičen oprijem ima. Namreč lahko predpostavljamo, da v teh pogojih je bil aerodinamičen oprijem dokaj nizek, pritisk na pnevmatike dokaj nizek, zato se niso pregrele. Seveda posledično niso imeli takega oprijema, to je nekako logična posledica, a nekako niso imeli težav. Tudi tisto vrtenje na hard pnevmatiki v začetni fazi, v prvem krogu Sebastiana Vettela bi bilo lahko posledica tega. Sebastian Vettel je znan po tem, da rad prezgodaj stopi na stopalko za plin in tudi zato, če nima pravega oprijema, se zavrti. In zopet smo videli to zgodbo, ki se ponavlja. In Sebastian Vettel zgleda, da res nima nobene podpore pri skuderiji Ferrari. Sedaj, mnogim ni všeč način, s katerim ravnajo pri skuderiji Ferrari, a mislim, da v sezoni 2020 bi morali biti bolj profesionalni in skušati doseči čim več z obema bolidoma. Kot sem se že dostikrat prej povedal, po mojem osebnem videnju, Sebastian Vettel rabi pomoč, če ne drugega psihološko, in naloga ekipe je, da mu jo da. Ne da čaka sezono 2021, ko bo prišel Carlos Sainz mlajši. A to je moje osebno videnje, katero je lahko daleč od tistega pravega odgovora. In sedaj se vrnemo za trenutek k tovarniški ekipi Mercedes. Mnogi boste lahko rekli, oziroma lahko boste prebrali na mnogih mestih, kako je Red Bull zlomil Mercedes. In res, če pogledamo, kar smo videli na progi, smo videli Red Bull bistveno hitrejši, Max Verstappen bistveno boljši, tako od Bottasa kot od Hamiltona. A vprašajmo se, koliko zares so zlomili Mercedes. Alexander Albon je bil, če se mene vpraša, pod vsako kritiko. Max je bil fantastičen, a če damo na skupni imenovalec ekipo kot ekipo, pri Mercedesu so dosegli fantastični rezultat. Tako med tisti lestvici voznikov kot med konstruktorjih niso izgubili kaj dosti. Zato govoriti o kakem zlomu se mi zdi malce pretirano. Res fantastična zmaga, kot sem povedal, praktično dosegli so maksimum z uporabo vseh elementov, katere so imeli na razpolago, in tokrat pri RB16 je vse delovalo tako kot treba. Spomnimo se samo na prejšnjih dirkah, kakšne težave so imeli z uravnoteženostjo in drugimi podobnimi zadevami. To pomeni, da so lahko tudi odpravili tiste hibe in bomo videli v nadaljevanju sezone še marsikaj zanimivega, kar se tiče bojev med Mercedesom in Red Bullom. Seveda Ferrarija tu ne vidim zraven in naj mi oprostijo vsi navijači te ekipe, ampak rezultati kažejo na to. Tisto, kar je bilo zanimivo, je bila sorazmerno dobra forma pri ekipi Racing Point, kjer sta bila oba voznika v točkah,
Dobra dirka za Nika Hülkenberga, a bistveno pod tistim, kar so mnogi pričakovali, mnogi napovedovali. Pač ritem na sami dirki je bil bistveno slabši od tistega, kar vidimo na kvalifikacijah, podobno kot pri Williamsu in v bistvu obratno od tistega, kar vidimo naprimer pri Alfa Romeo Racing, a o tem smo govorili že v tistih predhodnih prispevkih. Tako da smo dobili samo neko potrditev tistega, kar sem nekako analiziral predhodno. Zanimivo je tudi nekaj drugega. Ekipa, kot je Alfa Tauri, je bila zopet dobra na kvalifikacijah, a na sami dirki smo spet videli bistveno slabšo formo od tistega, kar bi lahko pričakovali. In rad bi dodal še nekaj. Čeprav bi lahko rekli, da pri McLarenu in tovarniški ekipi Renault so pokazali solidno formo, zgleda, da Silverstone kot proga kot taka ne leži konceptu ne enega in ne drugega bolida. Zato bomo lahko pričakovali, naprimer na veliki nagradi Španije in naslednjih dirkah, da se bodo zadeve rahlo spremenile. Namreč na prvih 3 dirkah smo videli tako McLaren in včasih tudi malce Renault, da so bili malce bolj konkurenčni, lahko bi rekel celo z dlako pred Ferrarijem. Sedaj tega ni bilo videti. In videli bomo v naslednjih dirkah, če se bo to tudi uresničilo. Toliko o tej dirki za 70. obletnico Formule 1. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.